in en lep pozdravček vsem na strani Barbara Mali. Zdaj, če me kdo slučajno še ne pozna, torej naj se predstavim, recimo, lahko tudi začnem tele videe, medtem ko čakamo, da se naberete, da vas Facebook obvesti, da smo v živo. Torej, sem certificirana facilitatorka Access Consciousnessa in pravkar smo zaključili z treningom za certificirane facilitatorje. To je moj 7., mislim, da trening, tako da in vsakič je tako bolj ekspanzivno. Ja, torej sem tudi bars facilitatorka, torej facilitiram tudi bars delavnice, poleg tega sem pa facilitatorka tudi 3-dnevnih seminarjev o telesih in specialnosti Joy of Business, radosti poslovanja, tako da je kar nekaj stvari, facilitiram tudi kar nekaj naprednih seminarjev, tako da, ja, no, pa dejansko sem pa tako, če bi rekla pa z eno besedo na splošno raziskovalka življenja, koliko stvari delujejo, kaj je še mogoče onkraj tega, kar nam je bilo predstavljeno kot resničnost, kot da je res, ampak dejansko je mogoče še veliko, veliko več. Tako da, ja, prav tako, vsak dan je tako, wow, kaj vse je še mogoče. Tako da, evo, vidim, da nekaj vas je že tukaj, en lep pozdravček, Breda, wow, tebe pa že dolgo nisem videla. Ja, en lep pozdrav. In ja, danes naslov današnjega Facebook live-a je, kako s tem, ko skušamo razumeti druge, omejujemo sami sebe. In torej razumevanje drugih, to je ena, kako bi rekla, nam je predstavljeno kot neka ful vrednota, torej moraš razumeti druge, moraš mene razumeti, bla, 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 torej tako potekajo naši vsakdanji pogovori v smislu, jaz sem naredil to zaradi tega, moraš mene razumeti, jaz sem izbral to zaradi tega, ker bla, 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 In, dobro, to je ena stvar, torej vse posod, kjer ste to, da morate druge ljudi razumeti, naredili ful pomembno, oziroma da morajo drugi ljudje vas razumeti, bi bili pripravljeni za vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong, good and bad, Ponampok, online shorts, boys, povats and beyonds. In za tiste, ki mogoče prvič slišite tole, kar sem pravkar povedala, to je čistilna izjava Access Consciousnessa, o kateri si lahko torej lahko poslušate oziroma si ogledate video na spletni strani theclearingstatement.com, kjer je novi video, ful dober, lepo razložen, ampak zato, da bi ta zadeva delovala. Kot sem že velikokrat rekla, tega ni treba razumeti. Razumeti, danes govorimo o tem razumevanju. Torej, ja, vse posod, kjer ste to naredili zelo pomembno, zelo vitalno, zelo ključno, še posebej, če se ukvarjate z ljudmi, še posebej, če ste zelo taka senzitivna oseba, če ste empatija, še bolj se vživljate v svetove drugih ljudi, ampak dejansko s tem pravzaprav kreiramo omejitve za same sebe, okej? Tako da vsakič, kadar skušamo nekoga razumeti, se moramo, torej recimo mi smo tukaj, običajno skušamo razumeti nekaj ljudi, ki se nahajajo nekoliko ali pod nami, če to je ful dober izraz, ni dober izraz, ampak je tako, ali so, ne vem, ali jih nekaj boli, ali imajo neko situacijo težko, ali imajo, z denarjem težave, so revni, brezdomci, ne vem, pohabljeno telo, težave v odnosih, pač, in nam gre kao kul, recimo mi smo tu, oni so pa tukaj, s nekimi svojimi težavami se ukvarjajo in mi potem skušamo te ljudi razumeti in moramo iti na njihov skupni imenovalec oziroma na njihovo raven oziroma še pod njih, da jih razumemo, okej? Tukaj pa nastopi ta stvar, da začnemo ustvarjati, kako bi rekla, omejitve za sebe, ker vsakič, ko skušamo nekoga razumeti na ta način, jih začnemo kopirati. Torej, začnemo
posnemati. Posnemati zato, da bi jih razumeli, da bi jih svojega vidika, svojega stališča razumeli. In na ta način vzamemo njihove, torej skopiramo njihove resničnosti, iz katerih delujejo, potem skopiramo njihove energijske poti, torej na podlagi teh energij, ki delujejo na podlagi, in potem prvo so energijske poti, pol so načini, pol se pojavijo načini čustvovanja, načini izbiranja in dejansko postanemo ta oseba, zato da jih lahko razumemo. In zato se velikokrat zgodi, ko recimo odrastemo, pa začnemo, ne vem, ali svoj odnos, ali imamo svoje otroke, ali recimo v odnosih z drugimi, naenkrat slišimo, kako iz naših ust prihaja naša mama, ko govorimo, ali pa naš oče, ali pa ko počnemo neke stvari, počnemo točno tako, kot jih recimo mama, ali pa oče, ali pa nek naš prijatelj, ali pa partner, bivši partner, učiteljica, mentor. To je ta, kako temu se reče, mimikrija, posnemanje. In s tem ustvarjamo omejitve za sebe, ker namreč pa skušamo nekaj spremeniti in to zelo dinamično delamo lahko že čist od malih nog. In potem pa skušamo nekaj spremeniti, recimo skušamo spremeniti svojo denarno situacijo in kar ne gre, lahko se na glavo postavimo, lahko se na trepalnice postavimo, kot rečemo, naredimo 1001 stvar in se ne spremenijo stvari in je to lahko ravno zaradi tega, ker smo nekoga biomimetično posneli, oziroma je ta mimikrija, obstaja ta mimikrija oziroma te energijske poti, na podlagi katerih delujemo in nam to preprečuje, da bi se določena stvar spremenila. Recimo, meni je ful zanimivo, mislim tako, jaz sem mojstrica tega bila, to je ena moja kapaciteta, tako zelo ful posnemala, mogoče bom pa malo kasneje omenila, kje se tudi to dogaja, oziroma kdo to še posebej počne. In dejansko, mislim tako, to se dogaja tako, recimo ti pogledaš nekoga, recimo na cesti in ne vem, ful recimo šepa, ali pa nekaj tako se vidi, da ga nekaj boli. In ti pač rečeš, kaj pa je s tem človekom, to je že začneš, že ga skušaš razumeti in naenkrat začne tebe boleti in začneš naenkrat ti tako, šepati, ali pa pogledaš nekoga, pa rečeš, kako se je ta oseba postarala, kako ima pa toliko gub na obrazu. In mislim, skušaš na nek način razumeti to in začneš si naenkrat, tvoje telo začne ustvarjati to, da ti dejansko veš, pač, kako se ta oseba počuti, oziroma kako je ta oseba to skreirala. In to dejansko več ali manj delamo nekako nezavedno. Torej, ena kapaciteta, mislim, naše telo ima kapaciteto, da biomimetično posnema druge ljudi in ker se to dogaja večinoma nezavedno, potem to postane neka omejitev. Ena druga stvar je, če to recimo začnemo delati in se pri tem zavedamo, da to počnemo, lahko to rečemo, ok, stop, oziroma ok, pač uskladil sem se s to osebo, posnel sem to osebo in to na nek način odstranimo, pobrišemo, oziroma vse vemo, zakaj pač zdaj na tak način delujemo. In vse, kar to zdaj za vas prinaša na plan, bi bili pripravljeni za vse to, prosim, razgraditi in uničiti. Alright, wrong, good and bad, pod and pok, online shorts, boys, povats and beyonds. Sam Breda mi je poslala pozdravček, drugi sam gledate, poslušate. Zelo res ful imam rada vaše komentarje, oziroma če kaj, tudi kako vprašanje lahko napišete, ali karkoli, kar se vam glede tega poraja, oziroma kakšno opažanje, ki ga imate sami, ali pa recimo neke bolezni, ki se prikazujejo v družini. Ja, vsi imamo probleme z koleni, vsi imamo probleme s hrbtenico, pa nas cela družina ima probleme z XY. In dejansko ne gre za to, ampak drugega biomimetično posnemajo oziroma vzamejo drugih stvari v svoje telo in potem menijo, da to tudi njihovo. In ja, torej zato, oziroma če bi radi, kako bi rekla, prekinili to oziroma na nek način se tega znebili,
je tako, vsakič, ko opazite, spet zavest, torej morate se zavedati, torej morate zahtevati sebe, da boste veliko bolj zavestni, da boste veliko bolj navzoči, prisotni v svojem življenju in boste tudi opazili takoj, ko boste to začeli delati in takrat rečete, ok, stop. Ne bom tega počel, ne bom tega počela. Ne, ker tako veliko ljudi pa deluje z tega nezavedanja, bolj pač je dragoceno nezavedanje kot zavedanje in potem to posnamejo nekoga, niti ne vejo, koga so posneli. In, torej, to je ena stvar. In mogoče za en primer še tudi iz narave, torej mogoče, da bo komu bolj jasno, mimikrija, recimo, če ste kdaj videli kameleona, ne, ko je najprej v vseh teh svojih recimo pač barvah, kakršenkoli je že, potem pa, ko zazna neko nevarnost, se pa tako spremeni in se zlije z okolico. To dejansko tukaj gre za mimikrijo, ne. Na nek način, ja, mogoče tudi naše telo je zmožno to, da se uskladi z neko svojo sredino, z družino, z nekimi sredinami, v katerih smo, ampak pri določenih, kako bi rekla, stvareh, ko skušamo nekaj spremeniti, pa lahko ne moremo tega spremeniti ravno zaradi tega, ker je tukaj posredi ta mimikrija. In mogoče tudi ste že kdaj opazili, če delate v kakih pisarnah ali pa kaj, recimo ženske, mislim, da se to tako zgodilo, ker sem pred koliko leti zdaj že, veliko let nazaj, preveč kot 10 leti, oziroma delala sem 15 let tudi v raznih firmah in ko smo bile ženske skupaj tako v pisarnah, sem tako opazila, da kako so se naša telesa začela usklajevati in smo se začele pogovarjati, ja, jaz sem danes menstruacija, se nekaj ne počutim dobro in druga rekla, jaz sem pa jutri, res ne pa včeraj dobila, ne. Tako da smo videli, naša telesa so se uskladila. In to je ful zanimivo, to je očitno tudi nek naravni red stvari, ker so tudi naredili nek poskus in so dali različne, torej ure, ki so različno tiktakale v isti prostor in sčasoma so začele vse te ure enako tiktakati. Ne, so se uskladile. Tako da vse, kar zdaj to za vas prinaša na plan, vse posod, kjer dejansko ozaveščate, kaj ste posneli od kogarkoli, bi bili pripravljeni vse to zdaj razgraditi in uničiti. Right and wrong with American Apocalypse Shorts, Boys, Poets and Beyonds. In ja, torej to je ena stvar, torej da torej s telesom posnemamo. In tudi to morate vedeti, ne samo, da posnemamo ljudi, ki so nam všeč. Posnemamo tudi ljudi, ki nam niso všeč. Ljudi, ki so nam delali grde stvari, zlobne stvari. In si skušamo na nek način razumeti v smislu, zakaj mi počne to. In potem postanemo dejansko ta oseba zato, da lahko razumemo pravzaprav, zakaj nam ta oseba to počne. In tukaj mogoče kot en intermezzo, no, je pravzaprav, morate vedeti, da dejansko ni razloga, zakaj ljudje nekaj počnejo. Ne, ker velikokrat skušamo, predvsem mi tako, kako bi rekla, kako bi rekla, no, pač določeni skušamo razumeti, zakaj nam nekdo nekaj počne in pa začnemo jih opravičevati na nek način v smislu, ja, to počne zato, ker, ne vem, ni bil deležen ljubezni v otroštvu ali pa imel tako čudno otroštvo, je bil zlorabljen v otroštvu, je bila zlorabljena v otroštvu, bla, bla, bla. To je en bullshit. Dejansko ljudje to počnejo zaradi tega, ker oni to izbirajo. Okay? Koliko od vas, ne vem, pač je imelo neko čudno otroštvo, so vas zlorabljali na razne načine, mimogrede nisem pač spolna zloraba, fizična zloraba, obstaja še 100 drugih različnih zlorab. In vse ne izbirate delati tega drugim ljudem, kar so drugi vam počeli. Zato, ker si tega ne izbirate. Torej, to morate vedeti, da ne skušati ljudi upravičiti, zakaj počnejo neke stvari, pač to počnejo zato, ker to izbirajo. In ko enkrat to, kako bi rekla, ozavestite, ko enkrat to dojamete, ne boste več tudi skušali jih razumeti, ampak samo tako, ko boste šli spet mogoče po tej zajčji luknji, torej v smislu v tej smeri, samo rečete stop.
ok, pač izbira zato, ker to izbira. In sebe na ta način ne skreirate omejitve za sebe. In ful je zanimiv tudi tukaj, tako sem že na začetku rekla, vedno dejansko posnemamo nekoga, ki deluje z nekega manj, kako bi rekla, manj zavedanja kot mi, oziroma ki deluje z nekih večjih omejitev kot mi sami, in potem se z njimi uskladimo, na ta način skreiramo pa še za sebe omejitev. In torej, to je pač, tako sem prej rekla, ena je, da telo, s telesom se uskladimo, druga stvar je pa tudi, torej, to je biomimetično posnemanje, pol druga stvar je pa biomimetrično posnemanje, in sicer to je pa, ko vstopamo v razne odnose, recimo, da pridemo v novo službo in se začnemo usklajevati s temi sodelavci, ki so tam, vstopimo v nov partnerski odnos, poznamo nekoga, ki je naš, recimo, lahko nov prijatelj, prijateljica, in se začnemo s to osebo usklajevati zato, da pač ti naši odnosi bolje delujejo, in spet tukaj dejansko se uskladimo z njimi, z njihovimi resničnostmi, in pol lahko mi bi radi nekaj spremenili, radi bi nekaj imeli drugačnega, ustvarili nekaj drugačnega v svojem življenju, pol spet ne gre, zato ker smo se uskladili s temi osebami. In torej v Accessu imamo proces, torej imamo verbalni proces in telesni proces, ki odstranjujeta torej vsa mesta, kjer smo koga biomimetično posnemali. In torej eno je verbalni proces, eno je pa pač torej verbalni, to je pač rečemo ustno, izrečemo torej čistilni proces, ki ga ne bom tule pač delala, ker je malo preveč, kako bi rekla, mogoče malo preveč napreden za Facebook Live, ampak imam delavnico v četrtek 6. oktobra, kjer bomo točno o tem govorili, in tam boste tudi ta proces dobili, torej verbalni proces plus telesni proces. Torej telesni proces je, položimo dlani na telo osebe, torej prejemnika, in zaženemo pač določeno energijo in začnemo odstranjevati, oziroma na ta način odstranjujemo vsa mesta, kjer je ta oseba posnemala kogarkoli na kakršenkoli način. In lepota Accessovih telesnih procesov je v tem, da prvo kot prvo, ni prvo za to delavnico ni dobenega pogoja, ni nam treba nič znati, nič ni treba vedeti, samo voljni moramo biti nekaj, imeti spremembo, narediti nekaj drugačnega, poskusiti nekaj drugačnega. Druga stvar je, da deluje, torej ko na nekom delamo, hkrati zaganjamo proces tudi na sebi. Torej mi nekomu zaganjamo in ta proces teče tudi na nas, torej tudi mi se osvobajamo vseh nekih mest, kjer smo kogarkoli posnemali. In ta proces, torej, če delamo ta proces, velikokrat vnaša v naše vesolje ful eno tako pomirjenost. Zato, ker vsa ta mesta, kjer smo kogarkoli posnemali, dejansko ustvarjajo v našem svetu, v našem vesolju nemir, tak skozi je neka taka, skozi neka taka energija, zato, ker če mislim, to pač naredi, če delujemo iz resničnosti nekoga drugega, nekaj, kar ni naše, ok? In ja, torej ta proces delavnice je drug teden, smo rekli v četrtek ob 6 do 9, torej 3 urce, in se naučite tega procesa, in potem te delavnici ste praktik tega procesa, ga lahko zaganjate na sebi oziroma na drugih. Tako da, vabljeni, bom prilepila link tule od spodaj do delavnice. Ja, pol pa naslednja stvar, oziroma, ja, prej sem rekla, da bom omenila tudi mogoče, kdo to še bolj dela, ne? Torej, jaz sem tudi zdaj zadnje čase raziskujem pač te X mene oziroma X ljudi, torej to so ljudje, ki jim pač ta resničnost jim je dala neke nalepke v smislu ADD, ADHD, avtizem, OKM in tako naprej, in kot da je s temi ljudmi nekaj narobe, kot da so na nek način, ja, pač kot da imajo neko hibo. Dejansko pa gre tukaj za ful neko veliko kapaciteto, dejansko gre za neko višjo razvito vrsto, ki dejansko na ta način bi dejansko morali ljudje delovati, torej avtisti, če pogledate, avtisti so ful se zavedajo. Druga stvar je, ponavadi običajno delajo samo tiste stvari, ki jih veselijo,
nič druga jih ne zanima in veliko krat so v teh stvarih dobesedno genialni. In torej, mal se ve o tem, torej mi si pod avtista recimo predstavljamo samo nekoga, ki tako pač, ne vem, ima nekaj spade, ki ne govori, ki ne more pač, kako bi rekla, očesnega stika držati, niti dotika ne prenese ali pa kaj takega. Mal se pa govori o tem avtizmu pri ženskah, in to sem jaz pred kratkim zdaj pravzaprav dobila te informacije. In ženske, avtistke, oziroma če si na avtističnem spektru, dejansko jemljejo tudi to, oziroma gledajo druge, na kak način delujejo drugi in jih posnemajo in na ta način izgledajo dokaj normalne, če lahko temu tako rečem. Torej se dobro nekako prilagodijo oziroma nekako prilegajo v resničnost. In spet, torej to nam ni v korist, ne, torej recimo, pač jaz sama za sebe sem zavestila, jaz to ful sem počela, ful, ker torej ljudje, ki so na avtističnem spektru oziroma avtisti nimajo takega občutka sebe, torej da bi vedeli, aha, jaz sem pač to pa to, ampak dejansko poskušajo različne, kako bi rekla, gledajo druge, na kak način delujejo in pač jemljejo in poskušajo, kako to za njih deluje. A ne, pač časoma pač misliš, da si to ti, pa v resnici nisi ti. Ta proces, torej biomimetično posnemanje oziroma odstranjevanje in izkoreninjanje biomimetičnega posnemanja zelo, zelo pomaga pri tem, da se odstranijo vsa ta mesta, kjer smo pač dinamično kogarkoli posnemali oziroma ga še posnemamo. In ja, pa mogoče še ena stvar, da vidim, če imate kakšne komentarje. Zdenka živijo! Ja, ljudje izbirajo zlobne stvari, ker so žleh, zato ker jih izbirajo, ja, se popolnoma strinjam, ja. Natali pravi, pozdravče, gube me ne zanimajo, okej, cool. Mislim, se vsak ima nek svoja, ne, pač ali pa, ja, tako, recimo mene tako ful telesa zanimajo, kako pač deluje, pa koliko si je to skreiral, pa tako in pol naenkrat, že si moje telo nekaj začne kreirati. Ja, torej, še ena stvar, torej veliko od nas ima lahko v svojih življenjih kakšne osebe, ki so nenehne žrtve. Torej, bogi, karkoli naredimo, tudi če se na pol prelomimo, zvijemo, pohabimo in vse jim naredimo, da jim ugodimo, oni so še vedno najbolj bogi na svetu. Skušamo jih tudi razumeti, saj sem vse naredil, pa saj sem, ne vem, to sem naredila, pa še vedno ni v redu. Morate vedeti, da te osebe, ki so žrtve, oziroma igrajo neko žrtev, dejansko na ta način skušajo kontrolirati vas, oziroma vas na ta način kontrolirajo in pol konec koncev postanete vi tista oseba, ki je preganjana, vse naredite za njo, pa račune plačate, pa ne vem kaj, preselite se k njej, ne vem, karkoli je že potrebno, ona še vedno boga žrtev, ona še vedno. Torej, to je tudi ena stvar, pač, da ne skušate razumeti teh ljudi, ampak da sam ozavestite, kaj ti ljudje počnejo s to svojo, kako bi rekla, vlogo žrtve. In tudi mi pač včasih, oziroma kdo od nas pač igra to vlogo žrtve lahko na kakem področju. In ena stvar je, mislim, pač zavest vključuje vse, torej ni prav pa narobe, ali pa dobro, slabo, lepo, grdo, nič sodbe. In je, tudi če vi to uporabljate, ampak ne kupiti tega, ne nasediti s tem, torej če za vas to deluje, pač da igrate žrtev na nek način, pač uporabite to, oziroma če to za vas ustvari nekaj več, ampak ne kupiti tega, da ste žrtev, ker niste, ker lahko vse spremenite, lahko vse ustvarite v svojem življenju, kar želite, tako da samo uporabite to, če pač vidite, da v neki situaciji, da bo to delovalo, ne pa to dejansko postati. Mogoče še ena taka, kako bi rekla, opaska na koncu, ker veliko krat skušamo mi te ljudi razumeti in pol mi sami sebe spreminjamo, oziroma sami jim skušamo ugoditi, skušamo izpolniti njihove potrebe in ne deluje, nikoli ni drugače, in pol sam, ko zavestiš, to ta oseba počne, pol nehaj se truditi, pol sam, ta pač to počne in bo to verjetno
bo vedno počela razne. Včasih se pa tudi spremeni v smislu, ko mi prenehamo gledati, pa skušati razumeti, pa se prilagajati, ali pa soditi v končni fazi na nek način, ali pa se upirati, reagirati na te njene, pač karkoli, ali že govori, ali počne. Ko smo pač v dopuščanju, v smislu, pač vse je sam zanimivo, vse je sam zanimiv pogled, v končni fazi tudi mi naredimo nek prostor, a ne na ta način, kjer se lahko dogodi neka sprememba, kjer tudi ta oseba lahko izbere nekaj drugačnega, če želi. Torej, če se je voljna spremeniti, lahko izbere nekaj drugačnega, če se ni voljna spremeniti, pač je ok tudi, ampak da mi ne nasedamo temu in ne kupujemo teh njihove igre. To pa še, ja, mogoče še ena stvar tudi. Torej, prej smo omenila, recimo ljudi, ki so nas, ne vem, pač so grdo z nami počeli, so nas zlorabljali, so nam pač, ja, grde stvari počeli. In namesto, da greste zdaj vi pač v to, kaj so mi naredili, koliko sem jaz bogi, zaradi tega, ker imam, ne vem, tako otroštvo, ker so mi to počeli, ne morem zdaj bla bla bla. Na ta način vi uničujete svoje življenje. Okay? Torej, imamo tudi, ne vem, gaslighterje, ko nas gaslightajo, vse živo. In pač to počnejo zaradi tega, ker ste tam pač najprimernejša tarča, ne da bi bilo to osebno, ok? Ampak bi to, če tako pač skušajo na nek način vas nadvladati in to s tem si skušajo dokazati, da so oni pač močnejši. In protisredstvo temu je zavest, torej da to zavestite, kaj se dogaja, in da ste v vprašanju, torej vprašanju, kaj ta oseba igra vlogo žrtve, a me skuša na ta način kontrolirati, ok, je to gaslighting. Za tiste, ki ne veste, kaj je to gaslighting, pogooglite. Ja. In da vi dejansko kreirate naprej življenje. Samo to, da ne greste v to v bistvu razglabljanje, zakaj se zdaj to dogaja, ne? In se pa dogaja vse. Če greste v to, uničujete svoje življenje v smislu, da se dogaja vse to, kar smo prej rekli, in vi ne kreirate svojega življenja. Dejansko ste sam neki poustvarjate, neko preteklost, neki, kar je, kar trenutno je. Tako da, ja, to zavedanje, no, to je res ena, kako bi rekla, ja, bolj ko se boste zavedali, lažje vam bo v življenju. In ni vse tako, kot se prikazuje, ni vse tako, kot je videti. Veliko stvari je čist drugačnih. Tako da, ja. Evo, to bi bilo to za danes. Torej, še enkrat, ko opazujte se, torej smo rekli zavest, pa tudi, ja, pač samo opazovanje v smislu, koliko skušate nekoga razumeti, pa zakaj se to dogaja, pa zakaj mi to počne. Sam stop, zato ker v tistem trenutku, ko začnete to se spraševati, koliko je ta oseba to skreirala, zakaj mi to počne, jo začnete kopirati, začnete postajati ta oseba. In ja, velikokrat postanemo ravno tista oseba, za katero smo rekli, da nikoli ne bomo postali. Tako da, ja, če bi se pa radi pač tega znebili, če bi radi to pobrisali, dobili orodje, s katerim lahko to eliminirate, pa se nam pridružite na delavnici v četrtek, 6. oktobra, odstranjevanje in izkoreninjanje biomimetičnega in biometričnega posnemanja. Tako. Lepo se imejte, hvala vam, lep večer še naprej in se vidimo nekje. Upam, da se tudi čim prej s tistimi, ki se še ne poznamo, v živo srečamo in rečemo kako tudi v živo. Ajde, čau, čau.